Svet kulture. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. V spomin na Mileno Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos, bomo danes na programu Ars v oddaji Odprta knjiga začeli predvajati njeno biografijo Kot bi luna padla na zemljo. Umetnica ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna. Ko je leta 1993 prejela Prešernovo nagrado za življenjsko delo, so jo označili za igralko osupljivega igralskega razpona, ki interpretativno raznovrstnost vlog uresničuje z mojstrskim razčlenjevanjem vloge, že skoraj glasbenim preigravanjem nasprotujočih si psiholoških stanj, slikovitimi dialoškimi amplitudami, z natančno odmerjeno uporabo gibov, sijajno govorno razlago. Konec navedka. Biografijo, ki odkriva ne le življenje umetnice, ampak tudi polpreteklo zgodovino slovenskega in jugoslovanskega gledališča in filma, je vsebinsko in slogovno mojstrsko zasnoval pisatelj Tadej Golob. V sodelovanju s programom Ars, uredništvom igranega programa, ZKP RTV Slovenija in založbo Beletrina je delo izšlo tudi kot zvočnica v 40 delih. Milena Zupančič je delo interpretirala in posnela poleti leta 2022. Režiser je bil Alen Jelen, tonski mojster Nejc Spip, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina. Poslušajmo odlomek. Po noči se lobanje kotalajo sem in tja. 1. november je v naši družini velik praznik. Grobove uredimo že nekaj dni prej in ko se zberemo okoli njih, je lepo in zmeraj nas je veliko. Ponavadi je med zbranimi tudi kakšen, ki ga prejšnje leto še ni bilo. Letos je bil eden, ki je bil za lanski 1. november še v trebuhu. Približno vemo, kdaj je konec maše, da se dobimo, k maši pa ne gremo, ker je nepotrebno. Okrog grobov se vse sorte pogovorimo, ker nekaterih ne vidiš prav vsak dan. Kadilci se obračamo s hrbti stran od grobov, tisti, ki to niso, nas zmerjajo, kako se obnašamo. Počakamo, da se pokopališče izprazni, ker smo na takem mestu, da nas vsi vidijo. In potem izbrskamo flaško izpod nagrobnika moje mame, ki jo tam pusti teta Francka za sestrično, ki na 1. november praznuje rojstni dan. Danes večer bo v galeriji Škuc potekalo odprtje razstave Če bi te stene znale govoriti. Na njej se bo predstavilo 6 umetnic in umetnikov iz Slovenije, Madžarske in Bolgarije. Njihova dela tematizirajo največkrat propadajoče materialne objekte iz preteklosti in predstavljajo spomine ter zgodbe, ki so vezani na njihove fizične ostanke. Za kuratorstvo razstave je poskrbel kolektiv ETC, skupaj z gostujočim bolgarskim kuratorjem Vasilom Vladimirovim. Prispevek je pripravila Urška Savič. Razstava Če bi te stene znale govoriti se vsebinsko naslanja na 5. številko mednarodne revije ETC, ki nosi naslov Vedno znova ali Full Circle. Revija je namenjena predstavitvi aktualne umetniške produkcije vzhodne Evrope in v tej številki so predstavljeni tudi umetniki in umetnice, ki razstavljajo v galeriji Škuc. Revijo je kot pomembno izhodišče za razstavno dejavnost predstavila ena izmed članic kolektiva ETC in sokuratorica razstave Lara Mejač. Izdali smo 5. številko, delujemo nekje 6 let. V bistvu se je začel ta projekt iz občutka, da manjka neka povezava znotraj te regije in v bistvu tudi neka vidnost samih umetnikov, ki delujejo in ki prihajajo iz te regije. Tako da smo se odločili za revijo,
ki v bistvu vsako leto predstavlja okrog 20 umetniških projektov. Do nje pristopamo zelo kuratorsko, torej sam izbor, tako besedil kot umetniških projektov izhaja iz določene teme, ki se nam zdi, da je mogoče relevantna, oziroma jo tudi opažamo v umetniških praksah. Revija izhaja v angleščini, tako da je dostopna tudi v bistvu širše. In ker do revije pristopamo kuratorsko, jo nekako spremljajo pol tudi razstave. In te razstave vidimo kot neka poglavja iz revije, ki se pol osredotočajo na neko bolj določeno tematiko oziroma neko perspektivo znotraj te precej široke teme. Tako da potem razstava na nek način spremlja revijo in celo leto se ukvarjamo z eno temo skozi različne dogodke, razstave, predstavitve. Letošnja tema revije ETC so cikli, osebni, politični in zgodovinski, pa tudi izpraševanje o nestabilnem področju med preteklostjo in zgodovino. Kakšnim vprašanjem se posvečajo predstavljeni umetniki, je podrobneje razložila ena izmed članic kolektiva ETC in sokuratorica razstave Ajda Kocut. Vprašanja zgodovine, zgodovinjenja, preteklosti, kakor se kaže skozi zelo različne poglede, različne prizme, recimo skozi materialnost, skozi izbris oziroma nadzor nad spominom, tudi v končni fazi skozi ideje recimo neke spekulativnosti, recimo tega, kaj bo prihodnja preteklost oziroma na kak način bo nastajala. Sledeč tej številki revije smo letos pripravili oziroma pripravljamo 2 razstavi. Prva je bila na ogled od maja in zdaj čez poletje v galeriji Ravnikar in zdaj razstava v galeriji Škuc odpira neko drugo poglavje. V prvi razstavi smo se ukvarjali bolj z vprašanji spreminjanja mej skozi zgodovino, na kak način recimo to vpliva na to, kako se piše zgodovina, kako se spominjamo, kako zgodovina pravzaprav sploh nastaja. V tej drugi razstavi, v tem drugem poglavju pa se ukvarjamo z vprašanji tega, kako se zgodovina opisuje v materialne ostanke. Kaj je tisto okrog nas v materialnem svetu, kar nosi v resnici neke zapise o preteklosti, ali pa tudi kako skozi izbrise ali skozi uničenje materialnega spomin tudi izginja. Pri vprašanju preteklosti je kuratorska ekipa opazila težnjo k razumevanju, iskanju in predstavljanju procesov, ki preteklost prevajajo v zgodovino. O različnih umetniških pristopih Lara Mejač. Vsi umetniki in umetnice na razstavi imajo precej različna neka osebinska in medijska izhodišča, ampak vsi na nek način se oprijemajo materialne zgodovine in preko nje ali zdaj bolj spekulativno ali oziroma skozi neke arhive poskušajo razumeti neke družbene spremembe, neke širše sistemske spremembe in stanje, v katerem smo trenutno. Tudi umetniki, ki so vključeni na razstavo, nekako prihajajo iz tega geografskega območja, na regije od Baltika do Balkana, ki ga na nek način zaznamujejo neki večji politični premiki, neke večje spremembe, kar se potem tudi odraža v sami materialni zgodovini in pa v samih umetniških delih in njihovih izhodiščih. V sklopu obrazstavnega programa bo jutri v galeriji Škuc vodstvo po razstavi, za njim pa tematska videoprojekcija 4 izbranih umetnic v sodelovanju z Zavodom za sodobno umetnost STCA Ljubljana. Na novomeških poletnih večerih je pretekli teden gostovala francosko-švicarsko-korejska pisateljica Elisa Sua du Sapin. Predstavila je svoj roman Zima v Sokču, ki je v prevodu Suzane Koncut pred nedavnim izšel pri založbi Goga. V njem skozi lik mlade ženske raziskuje različne vidike meja, tako zunanjih kot notranjih, ki nas določajo. Prispevek Nine Slaček. Zima v Sokču je prvenec pisateljice Elise Sua du Sapin, ki je do zdaj sicer izdala že 4 romane. A že s prvim, ki je v francoščini izšel pred 10 leti, je pritegnila veliko pozornosti in pohval kritikov. Nedvomno izreden uspeh za tedaj zelo mlado avtorico, ki je skozi literarno besedilo skušala premisliti številne vidike lastnega odraščanja, med drugim izkušnjo kulturne umestnosti in nepripadanja, ki ju je občutila kot otrok staršev iz zelo različnih kultur. At that time, my grandparents, French and Korean,
didn't really accept it that my mother married a French man. Takrat moji stari starši, tako francoski kot korejski, niso zares sprejeli, da se je moja mama poročila s Francozom in občutila sem precejšno napetost, pričakovanja z obeh strani, kateri strani naj bi bila bolj zvesta. Obenem pa sem spoznala tudi moč jezika, kaj lahko izrazim, kaj lahko skrijem, ko sem prevajala med člani družine. Ko smo se preselili v Švico, sem imela 5 let. Tam sem zaradi rasizma, ki sem ga občutila, želela skriti svojo korejsko stran. Začela sem več uporabljati francoščino in počasi sem pozabljala enega od svojih maternih jezikov. Slowly forgot part of this mother language. Iz njenega osebnega iskanja novega stika s svojo korejsko stranjo je kasneje nastal osrednji lik romana Zima v Sokču. I imagine a character that was kind of inversed mirror. Zamislila sem si lik, ki je neke vrste inverzna, zrcalna podoba mene same. Tudi ona je namreč pol Korejka in pol Francozinja, ampak se je rodila v Južni Koreji in pozna zahodni francoski svet samo prek literature in jezika, ki jo je študirala na univerzi v Seulu. Meni je tako predstavljala neke vrste most, prek katerega sem skušala povezati obi kulturi. Gradnja teh mostov naj bo med kulturami, kot tudi na bolj osebni ravni med ljudmi, se ne more ogniti temi meja. In te imajo v Zimi v Sokču izpostavljeno mesto. Fizične meje zelo eksplicitno ponazarja najbolj zastražena meja na svetu, tista med obema Korejama, ki pač leži nedaleč od kraja Sokčo. Tu je tudi ostra ločnica med poletno in zimsko podobo mesta, med turističnim vrvežem priljubljenega poletnega letovišča in opustelim, v ledeni mraz uklenjenim mestecem po zimi. A še bolj v ospredju so meje med ljudmi. Tako tiste, ki izhajajo iz kulturnih razlik, kot tudi one, ki nam jih postavljajo različna pričakovanja družbe kot take ali naših bližnjih. Naj gre za francoskega avtorja stripov, ki pride v penzion, v katerem pripovedovalka v romanu dela kot receptorka, za njeno mamo ali za njenega fanta, ki se skuša uveljaviti v korejski modni industriji. She doesn't recognize herself in any images that all those characters reflect. Moja junakinja se ne prepozna v nobeni podobi, ki jo na njo projicirajo ljudje okoli nje. Tako bi rekla, da je to v precejšnji meri zgodba o odkrivanju sebe in kako se spopadamo z razlikami med tem, kaj ljudje pričakujejo od nas in kaj sami pravzaprav želimo. Kajti mislim, da prečkanje meja teh pričakovanj in želja nikakor ni preprosto. To cross all those borders. Zima v Sokču odpre številne obče človeške teme v preciznem in jedrnatem jeziku, ki v odličnem prevodu Suzane Koncut sugestivno zajame ambivalentnost in melanholijo, ki spremlja človeško izkušnjo. Na Turjaku pri Velikih Laščah bodo danes ob 17. slovesno odprli prenovljeni grad. Uradnega odprtja s kulturnim programom na grajskem dvorišču se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki bo imel slavnostni govor. Gre za eno najbolj obsežnih obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjih letih. Kot so zapisali na Ministrstvu za kulturo, začetki obnove gradu segajo v pripravo slovenskega načrta za okrevanje in odpornost po epidemiji koronavirusa, ko sta takratni minister Vasko Simoniti in takratna državna sekretarka Ignacija Fridl Jarc izkoristila priložnost, da država s pomočjo evropskih sredstev obnovi nekaj najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine. Med njimi je priložnost za obnovo dobil tudi grad Turjak, ki je eden najpomembnejših gradov na Slovenskem. Projekt je bil načrtovan v letu 2022, dela pa so potekala med letoma 2024 in 2026. Vključevala so zahtevna konzervatorsko-restavratorska in gradbeno-obrtniška dela, ki zagotavljajo trajnostno in dolgoročno uporabo gradu.
V znamenju fotografske tradicije v sodobni preobleki se danes začenja Kranj Fotofest, ki bo mestno jedro in druge javne prostore spremenil v odprto galerijo na prostem. Program bogatijo razstave najboljših projektov z razpisa, pa tudi vodeni ogledi, spoznavanje osnovnih načel fotografije in projekcije filmov. Zmagovalka javnega razpisa Kranj Fotofesta, na katerega je letos 1939 fotografov z vsega sveta prijavilo rekordnih 1608 projektov, je bolivijska fotografinja Marisol Méndez, ki v projektu Padre skozi osebno družinsko zgodovino in feministično perspektivo raziskuje podedovane vzorce moškosti in mačizma v Latinski Ameriki. Po izboru žirije bodo zmagovalko in 12 finalistov, ki po navedbah organizatorjev skozi osebne in družinske zgodbe raziskujejo teme spomina, identitete, izgube, družbe in pripadnosti, predstavili na različnih lokacijah v kranjskem mestnem jedru. Razstave bodo med drugim v kleti mestne hiše, v stolpu Škrlovec, na glavnem trgu, v galeriji Kranjske hiše, v atriju hranilnice Lon. V spremljevalnem programu organizatorji napovedujejo vodene oglede razstav z avtorji, spoznavanje osnovnih načel fotografije na interaktivnem dogodku s kamero Luknjičarko ter ogled dokumentarnega filma Fotograf režiserja Mihe Čelarja o življenju in delu fotografa Petra Nagliča. Češnjev vrt Lajarjeve hiše pa se bo ob večerih spremenil v kino Pod zvezdami, kjer bodo na ogled kratki filmi povezani z razstavljenimi fotografskimi projekti in njihovimi zgodbami. To je vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo, tonski mojster Liam Samsa in redaktorica Ana Marija Štukal Kuzma. Vabljeni v Svet kulture tudi jutri.